Zdravo, Štefan. Vesela sem, da si se danes udeležil, da imamo lahko en podcast, da posnamemo. Prihajaš iz naša članica ste vi iz Epeke, nevladna organizacija. Predlagam, da mogoče malo predstaviš svojo organizacijo, pa nam poveš, kako vi delujete na trajnostnem področju. Ja, Združenje Epeka je dokaj aktivno na tem področju, zdaj z zadnjim projektom, ki ga delamo, to je stanovanjsko zadružništvo, kjer uvajamo neke nove koncepte bivanja, ki do zdaj še v Sloveniji niso bili vpeljani. V tujini to ni nič posebnega, nič novega, ampak pri nam pa še to pomeni, da trajnostno rešujemo probleme bivanja. Naprimer, na kratko, da samo pojasnim, kjer stanovalci z sodelovanjem in nekimi participacijo in pogovori sklenejo kar najboljše odločitve, najbolj ekonomične, najbolj ekološke za bivanje. To pomeni skupna nabava kotlovnice, skupne toplotne črpalke, skupne pralnica, skupna kuhinja. Se pravi, vse povsod, kjer ljudje lahko prihranijo ali denar, ali čas, ali spodbudijo neko socialno noto, ali druženje, ali kakorkoli pomagajo drugim ljudem, se pravi, ne vem, dolgotrajno brezposelnim ali pa ljudem iz ranljivih ciljnih skupin ali pa migrantom, priseljencem. Se to vse v okviru bivanja dogaja, se pravi v okviru neke večstanovanjske zgradbe, v okviru neke večstanovanjske skupnosti. Tako da to je neki zadnji projekt, ki ga na tem področju delamo, drugače pa imamo projekte socialne aktivacije, kjer aktiviramo dolgotrajno brezposelne ljudi, potem delamo tudi z romsko skupnostjo, kjer jih opolnomočimo, še posebno romske ženske, za pridobivanje zaposlitev. Tako da zraven tega pa tudi na področju digitalizacije, mednarodni projekti Erasmus Plus in marsikaj se nam dogaja, tako da za več informacij pa lahko obiščejo na spletno stran. Vi delujete vse povsod, niste samo v Sloveniji, se pravi, delujete tudi globalno, bi lahko rekla, imate svoje podružnice nekje drugje. Ja, podružnice imamo v tujini, to smo ustanovili predvsem zaradi tega, ker smo tekom našega delovanja na mednarodnem področju spoznali kvalitetne in stabilne partnerje in jih seveda vključili v neki naš proces dela in v neke naše vrednote, ki so skladne z trajnostnim, globalnim in EU načeli. In zato imamo podružnice, pri katerih delujemo na različnih EU projektih v Črni Gori. Črna Gora je zdaj, Epeka Črna Gora je koordinator projekta Digital vs. Corrupt, se pravi z digitalizacijo proti korupciji, ki je financiran strani Erasmus Plus, in tam z mednarodnimi partnerji predvsem definiramo, kaj korupcija je in kako bi se dali izkoreniniti in kakšne probleme nam pravzaprav povzroča. Zdaj, da povem mogoče, ker projekt je res zanimiv, z zadnjimi izsledki tega projekta pravzaprav ugotavljamo, da dvig cen nepremičnin tako pri nam kot po celi Evropi je tudi posledica nekih, lahko rečemo, pranja denarja, kriminalnih dejanj, se pravi korupcije, kjer se pravzaprav denar nalaga v nepremičnine, ki so nekako najbolj stabilna varianta investicij, denar, ki pa prihaja iz sumljivih okoliščin. Zaradi tega tudi cene tako grejo v nebo. Namreč, se veste, 29% ljudi nima takšnih plač, da bi si lahko privoščil takšno ceno kvadratnega metra, ampak te stvari se vseeno prodajajo. Zdaj nihče se ne vpraša, od kod pride denar, ne. Najlažje je danes seveda povedati, da denar pride iz kriptomarketa, ampak v resnici je pa to denar iz sumljivih poslov iz tujine, ker marsikateri nalagajo denar zdaj konkretno, ko se tukaj nahajamo v Ljubljani, in zaradi tega tudi nepremičnine letijo ne samo v Ljubljani v nebo, ampak tudi po celi Evropi, ne. Cene nepremičnin se zaradi tega dvigujejo, to se raziskujemo skupaj z Transparent International Islandijo v okviru projekta Digital vs. Corrupt, in prihajamo do nekih spoznanj, ki javnosti niso tako poznana, in je zato, se mi zdi, projekt odličen, lokalni in globalni, ne. Tako da se ukvarjamo že celoten čas s tem, tudi tako, da vključujemo Epeko Srbijo, kjer imamo tam, ki so tudi partnerji pri projektu, pred nami, potem pa nekako najbolj uspešna od naše organizacije pa Epeka Nemčija, Epeka Berlin, kjer se pa predvsem usmerja na področje umetnosti in arhitekture, ki se jih tam to zanima, in tudi vključevanja ranljivih ciljnih družbenih skupin. Tako da tukaj povezujemo
različne entitete iz tujine in se mi zdi, da kar krasno sodelujemo in se učimo in hkrati tudi delamo dobro delo. Povedal si, da se ukvarjate tudi na področju umetnostne zgodovine, tudi ko sem pogledala za Epiko Slovenija, in da je na ta način vključujete ranljive skupine. Kako to deluje? Ja, nazadnje smo ravno ob dnevu romskega genocida, ki ga 2. avgusta obeležujemo vsako leto, organizirali okroglo mizo na temo romske kulturne dediščine. Sodelujemo namreč v mednarodnem projektu in ustvarjamo Evropsko romsko pot, se pravi turistični produkt, ki bi nekako poleg tega, da bi turist spoznaval romsko kulturo, tudi imel neko edinstveno, unikatno izkušnjo, rečemo temu, doživel neki romski način življenja iz preteklosti in s tem tudi razbil predsodke, tako da delamo ta projekt z španskim koordinatorjem, kjer seveda vsi poznamo flamenko, kjer imajo oni pravzaprav flamenko vključen že v prav špansko kulturno dediščino, ne romsko več, ne. Tako da to je en taki primer dobre prakse. Mi pa smo organizirali na primer koncert skupine Gypsy Groove 2. avgusta in v preteklosti smo sicer imeli tudi galerijo v centru mesta, ampak zaradi tega, ker nas mestna občina Maribor nam ni dala več brezplačnih prostorov, ampak z najemom si tega več ne moremo privoščiti, ker pravzaprav kultura in umetnost je dokaj stroškovna stvar in financ za to ni, tako da razstav rednih več ne organiziramo. Smo pa razstavljali na primer zelo znane umetnike, samo da povem zdaj na hitro nekatere, ko poznajo Slovenci, je to s področja stripa, na primer Miki Mustra, Zorana Smiljaniča, Tomaža Lavriča, potem tudi znanega slikarja Marka Jakšeta, Marjana Mančka, se pravi vse te znane slovenske umetnike, potem pa še seveda tuje, na primer samo da zdaj izpostavim romsko umetnico Selma Selman, ki je pri nam prva razstavljala v Sloveniji in je tudi bila lani na Dokumenti v Kasslu, ne, na primer samo da veste, kakšni veliki umetniki so pri nam razstavljali. Res pa je, da pač nismo dobili več podpore in zaradi tega smo to mogli s tem nehati. Tako da kultura in umetnost je nekaj, s čimer lahko ljudi nekako izobražuješ na neformalen način. Se pravi, ljudje, ki hodijo v službe, kakorkoli se ukvarjajo z nekim poslom in nimajo potem več časa se nekako izobraževati, ampak obiskujejo takšne institucije kulturne in jim lahko tam daš nove uvide, nova znanja, neke nove poglede na svet in je zelo koristno na tem področju, da bi tudi še dalje imeli galerijo, ampak si je ne moremo privoščiti. Ja, to je res škoda, glede na splošno situacijo, ker zelo težko je razbijati neke stereotipe v zvezi z romsko kulturo. Sploh pa recimo danes, ko se pogovarjava, so še vedno v medijih neki incidenti bili in potem vse to se povezuje z neko romsko kulturo, češ vse to je enako. Pozablja pa se, da so, tako kot si rekel, veliki umetniki in na ta način lahko tudi to globalno učenje preko kulturne neke vzgoje deluje, ne, in pride do neke sinergije med ljudmi. Kako ti vidiš vse te stvari? Ja, absolutno je to se dogajalo, še posebej, ko je galerija živela. Mogoče samo še izpostavim romsko gostilno, ne, ko smo delovali kar aktivno na področju socialnega podjetništva, je bilo pravzaprav več nasprotovanja, ne. Se pravi, ko smo mi 17 Romov zaposlili, je bilo nasprotovanje strani množice ljudi, ne, kaj Romi delajo, pa notri je nehigienično in takšne in podobne stvari. Se pravi, ko Romi začnejo delati, ko se hočejo vključevati, so na vseh možnih socialnih omrežjih oblateni, potem pa po drugi strani kaj naredijo, pa so spet oblateni, ne. Tako da, se pravi, ko se hočejo spremeniti, jih nihče noče sprejeti, se pravi, ne, ko se hočejo zaposliti, ko hočejo res nekaj pokazati večinskemu prebivalstvu, potem pa vidimo po drugi strani pa pravzaprav večinsko prebivalstvo samo čaka, da je kaj narobe in potem to izpostavlja, ne. Vi morate vedeti, da ne samo
lokalno, ampak tudi globalno, ne, se velike zadeve dogajajo v svetu, tudi v državi, naprimer manjka zdravstvena reforma, manjka pokojninska reforma, v Sloveniji manjka marsikaj, kar bi naj ta vlada izpeljala, ne. Na koncu se pokvarjamo celo poletje z nekimi 3 Romi, ki so napravili manjši incident na Dolenjskem, ne. Tako da to mi pravzaprav ne gre v koncept nekega razvoja države, ne, ampak mi gre bolj v lokalno, ne. In to se pravzaprav dogaja na globalni ravni oziroma na nacionalni, ne, kar se mi zdi zelo nelogično in pravzaprav žalostno, da ljudje potem to kupijo, ne. Se pravi, neke stvari, ki se dotikajo res peščica ljudi, rečemo temu manjši kriminalni dejanj, potem po drugi strani pa prideš v bolnico in nisi pravilno oskrbljen ali pa dobro oskrbljen in izgubiš življenje, ne. To pa ljudje niso sposobni razmišljati, ne, da jih lahko to bolj boli in bolj doleti, kot pa tam peščica Romov, ki pač so res ena peščica v celotni skupnosti, ki pač tako v slovenski skupnosti peščica Slovencev počenja kriminalni dejanj, ne moremo obtožiti zdaj vse Slovence, da so problematični, ne. In to se dogaja pač na mikroravni in težko je ljudi izobraziti za to, da pogledajo na svet malo širše, ker pravzaprav niti ni to interes marsikoga, da bi se tako gledalo na svet. Nekateri pravijo, da je rešitev v vzporednem življenju, se pravi, da narediš neko vzporednico, ki nima veze z lokalno, se pravi, da toliko opolnomočiš to neko skupnost, ki je strani lokalne skupnosti je lokalna skupnost ne sprejme, ne, da je ta skupnost toliko opolnomočena, da se dvigne nad vse te predsodke in da potem enostavno čisto normalno funkcionira znotraj celotnega sistema. Kako Romi sami želijo se toliko opolnomočiti in biti še močnejši in pa, ne vem, na področju prava, v zdravstvu, se pravi, da pridejo na neke odločevalske ali pa višje pozicije, kjer bi lahko potegnili še ostale za sabo. Ja, to je naše videnje na reševanje te težave, ne. Tako da se vklopijo v sistem in v tem sistemu potem probajo od znotraj nekako izboljševati. Položaj romske skupnosti je ena pozicija, druga pozicija pa je takšna, kot jo imajo oni, da pravzaprav se izključujejo iz teh stvari, razen to, kaj je pač obvezno, ne. Zdaj jaz rečem, če bi Evropska unija bila daljnovidna, bi plačevala romski skupnosti, da ostanejo takšni, kot so, ker takšnih ljudi, takšnih socialnih, tako družabnih in tako posebnih v prihodnje ne bo, ne. Vsi bomo enaki, vsi bomo izobrazbo imeli, vsi bomo uporabljali telefone, vsi bomo depresivni, nihče od nas se ne bo več družil, ne. In vsak drugi se bo ločil in nihče ne bo imel otrokov, ne. Tako da te težave, ki se nam kažejo, pa nihče ne bo skrbel za starejše, tako da te težave, ki se nam kažejo prihodnje, Romi nimajo, ne. In mi zdaj hočemo njim pokazati, da pa naj živijo po naše, ne. Tako da to je eno tako zgledanje zviška, ki se že iz preteklosti dogajalo v zgodovini. Tako da težko je razumeti, da pravzaprav naš način reševanja problemov ne pomeni, da je pravilen, ne. Ampak seveda mi smo zavarovani v ta način življenja in v ta način razmišljanja in delamo projekte, delamo vsi neke stvari, ki mislimo, da bo koristilo širši skupnosti, ampak to je malo bolj komplicirano, kot si mi mislimo. Dobro. Potem bi pa mogoče na tej točki zaključila, samo če mi lahko poveš malo več kot nek zaključek, kako ti vidiš v bodočnosti, v katero smer bo šla zadeva? Jaz mislim, da če bi zadevo se resnično hoteli rešiti, bi absolutno prvo poskrbeli za primarne pogoje, to so predvsem pravica do izobraževanja, se pravi, da se otroci, mladi vsi izobražujejo, vključujejo, to predvsem zaradi finančnih pogojev ni mogoče, ne. To, kaj se nam zdi logično, da naši otroci hodijo v glasbene šole, da naši otroci hodijo v različne športe, ne. To si nekateri ne morejo privoščiti, še posebno ne člani romske skupnosti. To, da nekdo hodi v šolo, kjer nima niti korektnega bivanja, če se temu tako izrazim, se pravi, nima pogojev za bivanje, nima niti prostora, kjer bi lahko se učili otroci in vse te podobne stvari je treba prvo urediti, dostopa do vode in vse te zadeve,
kar nekatere še vedno tare, je prvo treba urediti, če le potem lahko greš globje v problem, da bi ga reševal. Težko je samo z strani močnejšega narekovati šibkejšemu, kaj naj vse počne, ne. Dajmo si naliti čistega vina in pravzaprav povemo, da ti ljudje, ko nas motijo, so najprej reveži, ne. To so reveži, finančni reveži, to, kaj mi potem vidimo, da se včasih kdo pripelje s kakšnim dobrim avtom ali karkoli, so več ali manj izjeme, in na koncu se pravzaprav spravimo to, kaj je najlažje, na šibkejše, ne, v družbi.